Spoštovani gostje v dvorani, spoštovani gostje okrogle mize, lep pozdrav. No, danes jaz na okrogli mizi gostim gospoda Roberta Gratona, predsednika Zveze društev diabetikov, predstavnika pacientov. Danes gospoda Draga Perkiča, vodja oddelka za medicinske pripomočke pri zavarovalnici, predstavnik zavarovalnice danes, ter profesor dr. Andreja Janeža, profesorja interne medicine, predstojnika oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pri Kliničnem centru Ljubljana, ter dr. Iztoka Štotla, diabetologa UKC Ljubljana ter predsednika razširjenega strokovnega kolegija za informatiko v zdravstvu, kratko RSK pri Ministrstvu za zdravje. To se pravi digitalizacija, danes smo že ogromno govorili o digitalizaciji, vendar je v zadnjih letih to neka magična beseda za različna področja. V zdravstvu jo slišimo skoraj na vsakem koraku, tehnološki razvoj je bil v 30 letih res ogromen. In kako torej opolnomočiti zdravnike, druge deležnike v sistemu, da bodo informacijske rešitve vzeli kot del svojega procesa, kot dodano vrednost pri zdravljenju, ter kakšno dodano vrednost bi v naš sistem prinesel register sladkornih bolnikov. No in prej smo poslušali gospoda Scotta iz Škotske, pa se mi je takoj pojavila ena misel, ki jo je pa dr. Štotl prej rekel, da ima pa on velike želje, ker nam je predstavil, koliko podatkov in kako danes gleda realnost zdravnika, diabetologa. Pa mi povejte, dr. Štotl, kot predsednik razširjenega strokovnega kolegija za informatiko v zdravstvu, kako smo daleč mi dejansko od učinkovitega upravljanja informacijskih procesov in podatkov. Mislim, poznamo e-zdravje, pa e-karton, pa CRPP, centralni register podatkov. Ja, hvala za to vprašanje, se mi zdi ključno. Zdaj, prva stvar je, ali smo zelo odzadaj. Bi rekel, da ne. Zdaj, ko smo bili soočeni s to predstavitvijo z Škotske, izgleda, da smo zelo oddaljeni od neke napredne realnosti, ampak to je bolj posledica tega, da so oni tako dobri. To je moj vtis. Jaz sem zelo aktiven tudi mednarodno in sem tudi raziskujem te informacijske sisteme po Evropi in širše. In praktično se vse posod ubadajo s tem, kako vse te tehnologije nekako združiti, deležnike povezati in kako narediti, da bo vse delovalo kot namazano. In praktično vsi imajo s tem težave. Tako da odgovor na vaše vprašanje je, da nismo tako slabi, da smo verjetno nekje povprečni. Zdaj, kako pa pospešiti to? Kot sem povedal tudi v svojem predavanju, je ključna pomanjkljivost našega in tudi ostalih sistemov v bistvu ta, da praktično nimamo nekega telesa oziroma nekega organa oziroma česarkoli, ki bi upravljala primarno rabo nacionalno, se pravi uporabo podatkov nacionalno. To praktično ne obstaja. In to je tisto, kar je ključno. Se pravi, v tem trenutku je ocena ta, da ne gre za tehnološki problem. In mislim, da se tudi večina ljudi strinja. Mi praktično tehnologija zmore premikati roverje po Marsu, a je tako, tam lahko vzorce pobirajo in tako naprej. Tako da ni tehnološko vprašanje. In kot smo se tudi pogovarjali veliko tudi z kolegi iz Škotske, da je ključno nekaj drugega. Jaz bi izpostavil dve stvari in eno je ta, da se formalizira neka oblika sodelovanja. In kako sem jaz spremljal to škotsko zgodbo, se mi zdi, da tam so bili dovolj pametni od začetka in je niso rabili formalizirati, pa so se samo tega lotili. Se mi zdi pa pri vseh ostalih pa je potrebna neka oblika formalizacije. To se mi zdi ključna stvar. Se pravi, da nekdo odloči, kaj bo nastalo in ta IRSK, ki je neke vrste tudi slovenski izum, je en zametek tega, še vedno ni to korak, ki bo kaj takoj, ampak nek korak v tej smeri.
Mi mu rečemo IRSK, tako da ni bolj ta dolga zgodba. In potem mreža IRSK je pa ta, ko imamo te predstavnike različnih strok, ki potem sodelujejo in potem nekako se vsej ve, kdo kaj zapisuje v Sloveniji v digitalni obliki. To se zdaj formira, zakonska podlaga je, se pravi ta nek sodelovanje, ne tehnološki odgovor, sodelovanje, formalizirano sodelovanje, ki je usmerjeno v to, da se ta primarni zajem podatkov optimizira. Da enkrat vpišeš in je enkrat vpisano. Da naprava, o kateri se danes pogovarjamo, oziroma kar ste nas povabili, podatek ustvar in ga vsi vidijo. Tehnološko, še enkrat, to ni problem in sem zelo vesel, da smo danes to lahko videli, kako to v praksi funkcionira, da to lahko obstaja, da to ni nek jeti, ki ga, ko vsi govorijo, da ga je nekdo videl, pa ga nikjer ni, ampak da smo lahko tole, da so delili to izkušnjo z njami, da smo to videli, da to obstaja in ključni zadevi sta formalizirano sodelovanje in jaz z zelo velikim zadovoljstvom povem, da se mi zdi, da v diabetologiji v tem trenutku imamo ta nek konsens praktično vseh deležnikov, da bi radi šli po tej poti, zdaj kako hitro bo šlo, nič ne bomo obljubljali, ker to ni pametno, ampak jaz se v tem, da imamo ta konsens, že v bistvu dobro počutim in upam, da bomo te primarne podatke uredili. Ja, hvala. Sej, v bistvu ravno tukaj bi izhajala kar naprej, kaj bi to dejansko pomenilo za vas, zdravnike, diabetologe v praksi, ne vem, kot mogoče neko izobraževalno orodje, kot klinično orodje za oceno tveganja, izhodišča za nadaljnjo klinično delo in raziskave, pa mogoče profesor dr. Janez, dejansko, glede na izzive, ki si danes srečujete, kaj bi to pomenilo za vas? Hvala lepa za povabilo. Jaz bi morda za začetek povedal, da je v zadnjih 5 letih zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 povsod po svetu, pa tudi pri nas, doživelo en strašanski napredek. Ponujamo več terapevtskih možnosti in prvič govorimo o tako imenovanih zdravilih, ki spremenijo izhode zdravljenja. In mene kot zdravnika, terapevta, ki vodim osebo s sladkorno boleznijo, zelo zanima, kakšni so izhodi zdravljenja. Imam izredno učinkovita orodja, zdravila, ki upočasnijo pešanje ledvične funkcije, ki preprečijo te makrovaskularne zaplete sladkorne bolezni. Jaz pa bi rad si znal pogledati za vsakega mojega bolnika, ali je temu res tako. In dejansko je register oziroma neka podatkovna baza, kakor jo že imenujemo, ključna. Recimo za ilustracijo, ko so na Švedskem spremljali oziroma spremljajo te bolnike, so lahko iz registra zaznali signal, da je srčno popuščanje en velik problem pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 med 40 in 50 letom, kar morda niti ne bi pričakovali. Skratka, register jim je dal neke podatke, nek signal, ki so ga potem v praksi dejansko tudi zaznali in začeli ustrezno te posameznike detektirati in pa potem tudi uspešno zdraviti. Tako da meni kot zdravniku, kot terapevtu bo register oziroma neka podatkovna baza omogočala ta vpogled, kaj se z mojim bolnikom oziroma z mojo kohorto dogaja. Dobili smo pred kratkim tudi izredno učinkovita zdravila v zdravljenju ledvičnega popuščanja, oziroma te kronične ledvične bolezni. In pomembno bo, da bomo v vsaki kontroli imeli nek graf, ki bo kazal, kako se tem bolniku ledvična funkcija popravlja. Tako da ne samo na strani raziskav pa lažjega iskanja primerne kohorte za vključevanje, mene predvsem zanimajo te pomembni izhodi zdravljenja, se pravi, koliko bolnikov ima ne samo glikiran hemoglobin pa trajni diabetes, ampak ali register zazna povečano umrljivost, zmanjšano umrljivost, izhode glede teh srčno-žilnih zapletov pri diabetesu tipa 2. In to je en velik izziv in pa na nek način register mora imeti tudi možnost, da se zajame tudi podatke bolnikov, v smislu, kaj bolniki poročajo, ne vem, je kolega iz Škotske v tem tudi govoril, se pravi patient reported outcomes kot eno entiteto
se mi zdi zelo pomembno in vse to pa seveda bogati pri odločitvah, terapevtskih in seveda boljših intervencijah. In potem so pacienti bolj veseli, seveda, ne? Gospod Graton, kot predsednik Zveze društev diabetikov, predstavnik pacientov, ne, kako pa dejansko vi danes gledate z oči pacienta mogoče na ta skokovit razvoj digitalizacije, pa vse to, kar smo danes slišali, vse ti želje, ki jih je doktor Štotelj naštel in v bistvu kaj vse nam ta skokovit razvoj dejansko omogoča. Kaj je to za pacienta? Kako vi gledate na to? Ja, pozdravljeni. Glede na to, da sem jaz ravno drug tip, kot ga je profesor Janeš povedal, sem tip 1, in sem direkten uporabnik teh novih tehnologij, medicinskih pripomočkov in moram reči, da spremembe so velike in seveda na boljše. Plusi, ki jih prinesejo te medicinski pripomočki, so v sami detekciji, v samem vodenju sladkorne bolezni, v tudi postopkih zdravljenja in vse, kar spada zraven. Seveda to pomeni tudi kasnejši zapleti, kar pa seveda bo bolj vesel kolega Perkič, ker bo manj denarja lahko dal ven iz zavarovalnice, malo heca, ampak resnica je pa tudi v tem, z medicinskimi pripomočki se zapleti nekako oddaljujo od pojava, se pravi, jih ne dobimo tako hitro, ampak kasneje ali pa sploh nikoli, kar je še najboljše. Kar se pa tiče samih podatkov, to, kar je danes digitalizacija ali baze podatkov, kakorkoli to imenujemo, mislim, da tle sta dva pomembne stvari, eno na ravni pacienta, drugo pa stroke. Seveda, ko bomo prišli k zdravniku, če bomo uspeli e-karton, bo nakup vsi naši medicinski podatki, vsa zdravila, vse laboratorijski izvidi in vse, kar se veste, ko reste zdravniku, kje imamo izvid, ki ga moram ne zdravniku, bo tam. In bojo vsi tam. In bo lažje tudi pogledal zdravnik, zakaj se je človek zdravil, kakšna zdravila ima, je jemal in tako naprej. Kar se pa tiče, seveda in zato bo tudi zdravljenje, predvidevam, bolj uspešno. Kar se pa tiče samih baz podatkov, je pa tukaj bolj stroka, ki bo na boljšem, se pravi, kot je omenil profesor Janeš, dobijo podatke, kaj se dogaja z skupino ljudi. Lahko ekstrapolirajo informacije, ki mogoče zdaj niti ne pridejo do izraza. To je pomembno. To zdravilo, ki ga jem, je toliko in toliko procentov oseb s sladkorno boleznijo, ima tak vpliv. Lahko pozitiven, lahko tudi negativen. Upajmo, da ne, ampak lahko se zgodi. Bi pa tukaj mogoče sami izpostavil tole, kar se tiče baz podatkov. Seveda, tu so neproblematični, kajti siguren sem, da bojo to uredili, potrebno je varovanje teh podatkov. Tudi na temu narediti, kajti vsak naj ne bi imel dostop do tega, ampak samo tisti, ki ima res pokaže nek, mislim, da v pravo srečo pravni interes do tega. Tako da, no, zaenkrat toliko. Hvala. Kdo kaj komentiral na to? Še? Ne. Ja, potem... Ne, pa sej, meni se zdi to zelo pomembno. Jaz sem malo prej bral en članek, ki je bil objavljen leta 2021, ki so pogledali, imajo ti registri, ki so bili na svetu, akti diabetologije je bil objavljen, ali imajo vsi ti registri sploh neko klinično težo pri odločanju v državah. In so pogledali vse skandinavske registre, pa so pogledali Saudsko Arabijo, Avstralijo, tako da je bilo čez vse kontinente in so gledali, ali dejansko vplivajo na klinične odločitve oziroma ali prihranijo denar. In na Škotskem je sigurno evidentno dejansko, da je to en enorm prihranek in da dejansko z registrom potem ti tudi denar ustrezno relociraš. Lahko plačniku pokažeš
te prihranke oziroma denar nameniš tam, kjer je potreben. In dejansko že Švedi, ko so spremljali svojo kohorto, so videli, da bo treba revalvirati diagnostiko diabetesa nad 80 let, kakšni so kriteriji za screening oziroma kako pri nekomu, ki je mlajši od 40 let, pa dobi tip 2 sladkorne bolezni, kako intenzivno gledati, zdraviti potem ostale kronične zaplete. Tako da jaz mislim, da brez registra oziroma enega takega nadzora nad temi podatki ne bo več šlo v klinični praksi in to bo komplementarno z zdravili, tehnologijami tudi to, da bomo evalvirali svoje delo, bo nek benchmark našega dela, predvsem pa bomo pokazali zavarovalnici in pa državi, koliko smo stroškovno učinkoviti oziroma ali smo na pravi poti. Tako da jaz si Slovenije brez registra v naslednjih letih sploh ne predstavljam. Imamo zadnjo tehnologijo, imamo zdravila, prihaja zdaj tudi enkrat tedenski inzulin, nove kombinacije, boljše izhode zdravljenja, kot vidimo iz randomiziranih raziskav, tako da bo samo podatkovna baza neko nujno spremljanje, brez katerega ne bo več šlo. Vse ravno to se mislim, ampak problem je v temu, da je to treba javnosti tudi pokazati in povedati. Vse to je samo še ena stvar, ki ne bo rabila ničemu. In to treba povedati ljudem. In če se to pove ljudem, seveda tukaj več ali manj se vsi s tem strinjamo. Poglejte, tudi Švedi recimo so iz tega registra nacionalnega povzeli podatke o uporabi senzorske tehnologije pri tipu 2 sladkorne bolezni. In oni so spremljali od leta 2016, ko so uvedli senzorje in so gledali, kakšni so izhodi pri tipu 2 sladkorne bolezni in videli iz registra, da se urejenost sladkorne bolezni izboljša pri tipu 2. Če imajo osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 senzor, za toliko in toliko se procentov glikiran hemoglobin izboljša, manj je hospitalizacij zaradi teh akutnih dogodkov. Skratka, te dokazi so v bok ostalim tem randomiziranim raziskavam in dejansko bogatijo te dokaze napram plačniku, da se mu splača tako intervencijo potem tudi ponuditi državljanom, ki imajo problem. Pa smo spet pri zavarovalnici. Ampak ja, to je to, kar v bistvu sem hotel tudi jaz povedati, da v bistvu s temi študijami se da to lepo in tudi, bi rekel, dokazati upravičenost teh medicinskih pripomočkov in pa seveda posledično, seveda ne danes, jutri, ampak mogoče čez, ne vem, leto, 2 ali 3, zmanjšanje. Jaz sem namreč pogrešal, prej je bila, ne spomnim se sicer imena, gospa, ki je predstavila finančno plat sladkorne bolezni. Ja, pogrešal sem tisti drugi del. Kaj pa pomenijo uvedba medicinskih pripomočkov in novih postopkov zdravljenja in novih zdravil na zmanjšanje, rekel, izdatkov zavarovalnice? Če so. Jaz menim, da so, kajti po neki informaciji, ki jo imam sicer že nekaj let, je ena zavarovalnica ugotovila, da pri zamenjavi testnih lističev z senzorji so prešparali 300.000 evrov na leto. Javnega denarja, seveda, zavarovalnica, ne? To so podatki iz Belgije, ne? No, mislim, spomnim, da je profesor Batelino to omenjal, te podatke. Ampak ta nadaljnji analiza teh podatkov, seveda, to sem pogrešal pri gospe, seveda, mogoče na temu dela, ne vem. Tu bi bilo res zanimivo videti, kaj se da prešparati, kajti če zmanjšamo te izdatke, ostane več denarja za druge stvari. Seveda se strinjam tudi z gospodom Perkičem, da oni ne morejo danes, jutri, tukaj verjetno bi trebala neka politična odločitev. Ja, gremo v to, pa ne glede na to, koliko to, mislim, stane. Ne? Ampak Nemci naredijo, eno leto pustijo, pa naredijo evalvacijo, se splača, ne. Tukaj mislim, da zdaj bi Perkič je tukaj predstavnik zavarovalnice, ampak ja, tukaj vidimo nek plus, ki ga še nimamo. In ravno verjetno z temi bazami podatkov bi dosti lažje prišli do teh informacij, kaj to pomeni. Ne?
Po moje je to izzivalno vprašanje za vas. Ja, veliko vprašanje je bilo, mogoče najprej glede tega denarja. To sem večkrat že povedal, pa se ni nobena skrivnost. Denarja lahko razdelimo toliko, koliko ga zberemo za prispevke. To je pač trenutno dejstvo. Pač nažalost imamo v Sloveniji tak sistem, da tudi če mi imamo več denarja, mora vlada sprejeti odlok, da lahko tega več denarja porabimo. In od tega denarja, ki zberemo s prispevke, torej 70% gre pač za zdravstvene storitve, bolnišnice, zdravstvene domove. To so pač neka dejstva, ampak seveda. Zdaj, kar se tiče seveda te študije, ja, gledajte, to so neki začetni koraki, za katere so se odločili sodelavci na ZZZS-ju, prav pri sladkorni bolezni. To, kar pa vi pravite, ja, je pa verjetno potrebno sistematično spremljanje konkretnega sladkornega bolnika v nekem daljšem obdobju. Tako da to je zdaj nek začetni prispevek, ja, seveda se strinjam z vami, da je potrebno bolj to še v nadaljevanju ugotoviti, koliko smo pa bomo s tem prihranili. Zdaj, kar se pa tiče te digitalizacije, jaz mislim, da je nesporno, da se vsi strinjamo, da to potrebujemo. Tudi gospod Štotl je v svoji predstavitvi zelo lepo povedal, ja, kaj nam zdaj manjka, zakaj mi korake naprej ne delamo. In verjetno prav, da imamo cilj Škotsko. Zdaj, jaz pa to vidim z 3 vidikov. Torej, prvi vidik je ta zdravstvenega delavca, zdravnika, drugi vidik je seveda, mi pravimo zavarovane osebe, pacienta, tretji vidik, pa ne pomemben v Sloveniji, je pa pravno formalna ureditev. Jaz sem doktor Štotla razumel, da na Škotskem teh težav niso imeli. Torej, oni so se lotili in so naredili, ne pa v Sloveniji, pač nažalost imamo drug pristop. Najprej pravno formalno uredimo, potem ugotavljamo, kaj smo naredili narobe, in v praksi je potem neka tretja zgodba. Tako da po moje je potrebno vse te dejavnike upoštevati, drugače je pa nesporno. Zdaj, ni nepomembno tudi to, kar je rekel gospod Grato, varstvo osebnih podatkov. V Sloveniji, pač ne vem tudi ali drugih državah, mi se veliko s tem ukvarjamo. Jaz velikokrat pravim, jaz, ki pridem v pisarno, jaz imam na mizi nešteto osebnih podatkov in ne vem, kako naj poskrbim, da bodo tako varni, da pač ne bo v nekem prekršku, ker vsak dan pač delam z občutljivimi osebnimi podatki. Tako da pri registri, pri izmenjavi podatkov je potrebno upoštevati tudi to. Potem pa, kaj mi imamo v Sloveniji? Jaz sem že prej malce omenil. Jaz nisem, torej ne strinjam se čisto z mnenjem doktor Štotla, da ne vemo, kdo bi naj bil za kaj odgovoren. Mi torej imamo v Sloveniji, torej imamo zakon o zbirka podatkov na podlagi zdravstvenega oziroma zvezi zdravstvenega zavarovanja in jaz tam razumem, da je nosilec NIJZ. Zdaj seveda, druga zadeva je pa tista informacijska podpora, ki zdaj ne vemo, pa smo hoteli nekaj zakonov o digitalizaciji ustanoviti neko podjetje, ki bi naj to pač za to skrbel. Tako da jaz mislim, da je najprej pomembno, jaz razumem vidik zdravnikov, ja, absolutno. Zdravnik rabi, da pritisne na tipko in vidi vse podatke, ki se tičejo glede terapiji, diagnostike, tako kot pravi dr. Janeš, glede rezultatov zdravljenja. Ampak sicer tako širše, pa jaz mislim, da pa nas moramo pogledati, kaj imamo trenutno urejeno, torej ali bomo šli po poti pravno formalne ureditve in bomo uredili še tisto, kar nimamo, se pravi, po mojem mnenju mi imamo nosilca, zdaj drugo je pa ta informacijska podpora, ker to pa vemo, dejansko v Sloveniji imamo veliko različnih informacijskih rešitev, ki niso medsebojno kompatibilne. Že, ne vem zdaj, če še to drži, že klinični center ima nekaj in tako naprej. In verjetno ta problem je, da pač ni neke kompatibilnosti. Zdaj, recimo, na ZZS-ju skrbimo za to informacijsko podporo na področju zdravil, medicinskih pomočkov in ta del mislim, da neka dostopnost primerna je. Verjetno nam zdaj manjka tisti del, kar se nanaša na področje storitev, tako kot je dr. Štotl pomagal, da dejansko zdravnik dobi ne da bo listov, tistih, koliko imate 10, koliko minut, 15 minut, vse one PDF-e, ampak da dobi najbolj pomembne podatke, ki so pomembni v tistem trenutku. Tako da jaz mislim, da zadeva ni mogoče tako preprosta. Jaz upam, da v okviru pač te skupine, delovne skupine, o kateri govori dr. Štotl, da razmišljajo o teh vseh vidikih in da bodo res najdli pol rešitev, ki bo končno v praksi pomenila nekaj korake naprej. Spravim, edino, kar je še vidik, ne smemo pozabiti na vidik zavarovanja oseb. Jaz tam razumem digitalizacijo oziroma iz teh predstavitev, ampak zdaj ne vem,
ali gospoda Škotske ali iz Belgije, se razume nekako tako. Ja, oni imajo potem tudi en del, ko jaz kot pacient, bolnik s sladkorno boleznijo, moram biti pri tej digitalizaciji aktiven. Torej, neke podatke sporočam nazaj. Ne? In to se jaz tudi strinjam, ne, absolutno seveda, pravi, ne smemo pa pozabiti, da mi imamo en del zavarovanja oseb, ki tega pač niso vešči, tam pač moramo imeti nek drug način obravnave. Tako da toliko za zdaj. Bi kar jaz tole, tako da hvala, mislim, zelo zanimivi komentarji. Zdaj, kar se tiče tega, več aspektov bi odgovoril. Prvi je ta formalizacija, neformalizacija, kdo je odgovoren, kdo ni odgovoren. Praktično tudi v pogovorih z nacionalnim inštitutom, recimo z ministrstvo, oni se tudi jasno zavedajo tega problema. Ne. To je predominantno inštitut za javno zdravje, sicer smo mu zadali neko nalogo, ki praktično ne gre za to, da jim ne bi zaupali, da ne bi mogoče zbrali njih, ki bi to nadaljevali, oziroma kakorkoli že. Meni se zdi, da ni ključno to, kdo to dela. Ključno je ta, da so vključeni tudi drugi. Ne? Zdaj, ampak kako? Jaz pravim, z mojih izkušenj govorim in to tudi oni povejo, da imajo težavo z formaliziranim pogovori s kliniki. Ne? Se pravi, ko oni, ker načeloma oni ne upravljajo, oni sicer so lahko upravljalec, ampak oni ne delajo kliničnega dela. Na kak način oni komunicirajo z klinično realnostjo? Moje izkušnje in tudi njihove, tako da tu praktično tudi z njimi nimamo težave, so te, da rabijo sogovornika. Se pravi, naredili smo jim neko nalogo, smo jim naložili, nismo jim pa dali, in to spet ni na njih, da bi morali to ustvariti. Zdravniki pa tu enega svojega dela nekako nismo naredili, kako bi bilo treba, oziroma nismo bili formalizirani, oziroma tudi te zdravstvene organizacije, da bi lahko za digitalno stoletje učinkovito komunicirali glede tega, kar se pa potem pri nas pri samih izvajalcih dogaja. In to je v bistvu velik problem. Jaz bi tu vprašanje lokacije, upravljanja oziroma kdo, kaj, zakaj, postavil na drugo vprašanje, na drugo mesto. Se pravi, verjamem, da so to pomembna vprašanja in da nekdo vsekakor more biti nekdo odgovoren za nekaj, nekdo za drugega, ampak ta moja poanta je bolj v smislu, ali smo povezani. Ne, da en nima več te formalne vloge ali karkoli že. In občutek je, da ne. In po mojih razgovorih so tudi seveda oni to potrdili. In zato so seveda oni tudi član razširjenega, imamo zavarovalnico, imamo nacionalni inštitut, imamo osebe RSK za nego, zbornico in tako naprej, in ta stvar se verjetno še širila. Predvsem, da dobimo neko obliko, kjer se zadeva dogaja, in seveda ta tehnični vidik, ko ste ga čisto pravilno izpostavili, se pravi, da bomo imeli neko infrastrukturo, ki bi presegala to razdrobljenost informacijskega prostora. Ne? Ampak kdo bo spet to delal? Je to vprašanje javnega zdravja, je to informacijsko vprašanje? Odgovor je, to je skupno vprašanje. Se pravi, tole je nekaj, kar moramo nekako najbolj učinkovito povezati te, ki imamo, morda nekaj ustvariti, kar nam manjka. Tako da jaz bi pa se tu dotaknil še dveh stvari. Najprej seveda to varnost, ker ta varnost je ključno, zaupanje, da bolnik ima občutek, da je te podatke dal nekam in da to ni zlorabljeno in tako naprej. Jaz mislim, da ob vseh teh skrbeh, ko se pojavljajo zdaj za naprej, mi pozabljamo, kakšna je situacija trenutno. Torej, kak imamo mi nadzor tem trenutku podatkov? Seveda, formalno ga imamo urejenega, to je dejstvo. Nobenega vprašanja, imamo zakonodajo, formalno stvari funkcionirajo. Ampak z čist praktičnega vidika bi dodali, da je še veliko priložnosti za izboljšati in te priložnosti lahko spet nekako poenotimo, če naredimo ta korak, da še zvečamo varnost podatkov, zvečamo. Se pravi, ne, da zdaj kar nekaj odpiramo vaze, ampak jaz vidim veliko priložnosti za izboljšanje. Tako da to je primarna skrb in tudi recimo pri telemedicini, ki se pojavlja ta formalno zaupanje, ko človek kar stopa v neke prostore, ki so zdaj kar virtualni in tako naprej, in neki podatki, in da se tu jasno razume, kdo kaj dela. Ne? Da ni razdrobljenosti, da vsaka mala firma zdaj kar neki povezave dela, pa podatke pošilja nekdo, noben ne ve točno kam, in da se to ne regulira. Ne? In to praktično se mi zdi, da je nujno, da se ta varnost spravi na višji nivo, so še priložnosti za izboljšave. Zdaj pa tretja stvar, kar se mi pa zdi ultra pomembna. Do sedaj je bila razprava omejena več ali manj na epidemiologijo.
epidemiologija. Se pravi, mi praktično, jaz mislim, da ni nobenega dvoma, da ljudje, da z tega, da dobimo pač registre, pa da dobimo vpogled v lokalno slovensko specifiko, da vidimo, morda nekdo dobiva zdravilo, ki ni v redu, ali je v redu, ali koristi, da praktično skoraj da ni dvoma. Ampak tu je še nekaj več. In to je to, kar se v tem trenutku dogaja. In to je pa, se pravi, v tej zgodbi, podatkovni zgodbi sta dve ključni zgodbi. Prva je epidemiološka, se pravi, eno je vpogled, drugo so pa napovedni modeli. Napovedni modeli. In v tem trenutku je to tako v razmahu, da si ne moramo predstavljati. Jaz sem spet vesel, da smo imeli Škote, ki to že uporabljajo. Smo spet videli, da to spet ni enjeti, kot smo rekli, ne? Ampak da to je že v uporabi in da dejansko danes nekdo prejema zdravilo celo svoje življenje in pa zaradi svoje genetske zasnove mu ne koristi. Najpogostejše zdravilo metformin, lepe študije zdaj šle z nekimi določenimi značilnostmi korist, drugi ne, on to dobiva, mi to plačujemo, njemu to škodi. In seveda, na Škotskem imajo tudi genetske baze, se to da povezati, če imajo klinično bazo, se to poveže in potem so seveda tu spet neke druge stvari. Jaz mislim, da praktično ni dvoma, da bomo mi v kratkem bo nedostojno zdraviti brez napovednih modelov. Nedostojno. Samo zaradi trenutnih oblikovanja naših kliničnih smernic, tega že nimamo v smernicah. Zaradi tega, ker raziskave jasno pokažejo, da je to koristno. Se pravi, da mi praktično z napovednimi modeli lahko zelo zboljšamo zdravljenje individualnega bolnika. Ni dvoma, raziskave že to kažejo. Mi tega še ne priporočamo v tem trenutku, zaradi tega, ker smo tehnično omejeni, ker je to težko izvesti. Ampak register je v tem kontekstu ultra pomemben za naslednjo stvar, da konsolidira podatke. Se pravi, da mi imamo, da sklenemo podatkovno zanko, da tisti, ki nek podatek ustvarja, dobi nekaj nazaj, da vidi, kaj se s tem dogaja, da vidi, ali pravilno vnese in ko se podatek pol kroži, ga začnejo popravljati, kot pa če ga je prazen register, nekam se shrani, noben ne ve, kaj točno je, se dodatni ljudje zapislujejo, da to čistijo, namesto da ljudje ob uporabi teh podatkov to čistijo. Ne? In seveda pol iz tega potem kvaliteta podatkov, ki je zelo pomembna, ne? Dobimo register in potem nekaj, kar je danes že realno, so ti napovedni modeli, ko bo nekdo dobil zdravilo, ki bo namenjeno njemu, o tem smo danes slišali predavanje o personalizirani medicini, to je že realnost, raziskave kažejo velike pridobitve, če se to uporabi. Kako bom jaz zdaj v tej svoji ambulanti danes uporabljal, na kak način, če ne naredimo tega koraka, bom jaz uporabljal digitalni napovedni model, če nimam kliničnih podatkov urejenih, s čim bom jaz kako bom jaz ta orodje, ko bomo čez 1-2 leti dobili smernice, čujte, to je nedostojno zdraviti na ta način, moraš, če ti lahko pogledaš, ali bo temu to koristilo, ali bo pa škodilo, ga celo ubil, kako bom jaz to lahko uporabil v tem podatkovnem prostoru, ki ga danes imamo. Ne? Se pravi, epidemiologija nedvomno pomembna, ultra pomembna, praktično že standard pri določenih državah. Potem pa to, kar je že danes, so pa napovedni modeli oziroma personalizirana medicina in če ne bomo spravili teh podatkov v red, da jih ne bomo imeli strukturiranih, ne bomo mogli uporabljati. Ne bomo mogli uporabljati personalizirane medicine. Ne bomo. Mi samo čez 3 leta, če bomo tako nadaljevali, bomo čez 3 leta, ok, zdaj pa bi to trebalo uporabiti. Na čem? Na kakih podatkih bom jaz zagnal personaliziran model, če jih ne bomo strukturiranih. Tako da to so zelo resna vprašanja in vsaka zamuda, to je moja ocena, se nam bo maščevala in to bomo v prihodnosti videli. To bi bilo z moje strani. Jaz bi mogoče isto te vprašal, kaj imaš v pogled v te registre in to, mi imamo register raka, ki zgledno deluje v Sloveniji, pa rak je kar prevalentno stanje. Kaj bi lahko iz tega registra kot neko dobro prakso povzeli za en diabetološki register? Saj ta stvar že stoji, zakaj jo ne moramo translirati v diabetologijo? To je super vprašanje, predvsem zaradi tega, ker je dejansko, mislim, da je letnica, se piše 1950, odkar imamo register raka v Sloveniji. Nek temelj imamo. Ja, in se pravi, takrat so kolegi onkološki naredili, mislim, da med prvega v Evropi, mislim, da smo res tako med prve 3,
malo medaljo v tem smislu. In kar se tiče, tudi kvalitetno delajo, mislim, da so res, to je neki nacionalni zaklad. Tako, če lahko rečem, register raka v Sloveniji je nacionalni zaklad, ki ga dosti premalo spoštujemo in ga dosti premalo poudarjamo in res čestitke vsem tem kolegom, ki so ga ustvarjali. Zdaj pa, specifika, kar še dodatno, jaz pač sodelujem tudi v evropskih koordinacijah in sodelujemo v harmonizaciji teh registrov. In seveda register raka je eden prvih vzorov, je pa z registrom raka ena specifika. Zaradi česar ga ne moremo čisto enostavno primerjati z registrom za sladkorno bolezen. Predvsem v tem, ker register raka je načeloma ni do te mere specifičen glede obravnave. To je čisto zelo pomembna razlika. Se pravi, sladkorna bolezen, mi v registru raka sladkorne bolezni mi želimo spremljati zelo natančno obravnavo. To. Se pravi, mi hočemo slediti vse te, vse obiske, vse te preglede in tako naprej. V register raka pa načeloma zapišejo raka in neke osnovne informacije o odkritju. Zelo velika razlika, zelo velika razlika. Tako da mednarodna aktivnost na registru sladkorne bolezni je bila zelo aktivna, ampak ni bila tako uspešna, zato ker se je lotila težje naloge kot to, kar počne register raka. In praktično se zdaj ta konvergenca na evropskem prostoru dogaja, ko se pogovarjamo, kako se lahko eni od drugih učimo, tako je bila tudi lepa iztočnica, ker rešujemo druge probleme. Oni, ker so dejansko zelo dobro uredili ta poročanje na evropski ravni, imajo zelo lepo tudi te portale, vam priporočam, res lahko pogledate tudi, kaj so obravnave po državah, koliko skrbijo za določene bolnike, kaj ne. Ampak moram biti pozorni, da oni dejansko gledajo presečno informacijo o odkritju. Oni ne spremljajo kvalitete obravnave in dodatno imajo tudi diagnozo dosti bolj jasno postavljeno kot mi. Se pravi, oni zapišejo pojavnost raka, kakega tipa je, kaj se je dogajalo, ampak ne grejo pa v to, da bi skušali veliko maso sladkornih bolnikov spremljati tekoče. To sta dva cilja. Tako da, oboji se lahko učimo eni od drugih in pa seveda ne smem pozabiti, da res imamo nacionalni zaklad, ker je čudovit register raka. No, pa mi imamo v bistvu v Sloveniji tip 1 register na pediatriji imamo, pa recimo ne bi bilo možno kopirati tega v... To je zdaj tako. To je zdaj tako. Kar se tiče pediatrični register raka je, kot smo rekli, tudi aktiven zelo mednarodno, zelo sodelujemo z njimi, zelo dobro sodelovanje in dejansko en izmed vzornih rešitev. Spet, tako sem poudaril na svojem predavanju. Spet imamo enega šampiona v svetovnemu ravni in oni imajo register na dvojnivojski register, najverjetneje edini na svetu na ta način narejen. Tako da čestitke, res. Ampak, zdaj pa težava se pojavlja, zakaj mi tega nismo sinhronizirali. Tu je pa, bi pa ponavljali malo bolj žalostno zgodbo, se mi zdi, da bolj, da se fokusiramo v pozitivne in mislim, da tudi glede na to bi samo odgovoril na tisto stvar, ali zdaj prej formalizirati, pa prej imeti dobro voljo, je tako, da mi imamo v tem trenutku, mislim, da oboje. Se pravi, mi dejansko ne škodi, če imaš oboje. Se pravi, v tem trenutku imamo, mislim, da tudi ljudi, ki so se nabrali in praktično nobenega nekaj bi bil proti, plus dajmo za vsak primer še malo formalizirati, da ne bo problemov, plus seveda, kar je pa dodatna vrednost, kar mislim, da je spet en unikum. Se pravi, mi dosti premalo poudarjamo, da mi nismo tako slabi pri tem, če mi v Sloveniji, če si lahko predstavljate leta 2022 v Nemčiji dobili elektronski recept. Mi razmišljamo, koliko smo mi slabi. Zastopite kaj hoče neč. Mi imamo v bistvu v tem trenutku zadevo dokaj pripravljeno. Se mi zdi, da nek konsens je. Formalizacija čez stroke je nekaj, kar imajo zelo redke države, to smo tudi naredili. Tako da jaz sem, rečemo tako, tak previdni optimist.
Potem to, omenili ste na predavanju, se mi zdi, da se je ustanovila ad hoc delovna skupina, a to je v sklopu RSK-ja, a to je neka druga delovna skupina? Ne, to sta dve stvari. Se pravi, RSK je formalizacija. Ne? To se pravi, smo naredili oboje, kar ste lepo zelo opazili. Ne? Se pravi, smo naredili to konsenzualno skupino, kjer so praktično večina deležnikov sladkorne bolezni v tem trenutku zbrani za eno mizo. In se praktično lahko dobimo, tako ko bomo pripravljeni. Kaj pa mi čakamo, je pa to, da nam to formalno omogočijo. Ne? Zaradi tega, če to hoče sprostiti čez celo državo, kako tako standardizacijo, je potem dokaj težko. Da bi bila zadeva še malo bolj komplicirana, je pa problem v strukturi slovenske nacionalne strategije za digitalizacijo, ker praktično na Škotskem dejansko delajo čez eno aplikacijo. Pri nas naša strategija ni čist v tej smeri, hoče biti še bolj rečemo temu, ambiciozna v tem smislu, da se lahko, da dejansko strukturiramo podatkovni model kot prvo stvar, in zato rabimo neke zakonske osnove. In zdaj v tem trenutku mi večinoma čakamo, kaj se bo dogajalo na področju zakonodaje, ampak ne, da je to izključujoče, mi že v tem trenutku se zelo pripravljamo na to. Tako da to sta dve ločeni stvari. Eno je skupina za podatkovne modele oziroma informatizacijo v diabetologiji. Se pravi, to so zbrani ljudje, ki pač, oziroma ustanove, ki hočejo v tem trenutku relativno spet neformalno, ker je pač ta dobra volja, ki je na prvem mestu in mislim, da zdaj v tem trenutku obstaja, ki skušamo pripraviti, da bomo takoj pripravljeni, ko bomo lahko to naredili, ko to v tej državi se bo omogočilo, da se bo to lahko formaliziralo in se naredilo, kot se treba. Pol pa druga stvar je pa ta IRSK oziroma mreža IRSK, to pa je formalizacija čez vse stroke. Kar pomeni, če bi danes nekdo v dermatologiji hotel standardizirati podatkovni model, kako to izgleda? Se pravi, danes rečemo, dajmo nekaj poenotiti v dermatologiji v Sloveniji. Kakšna je pot? Pokličeš enega, pokličeš drugega, poti žal ni jasen. Potem se začne nek projekt dogajati in ta IRSK hoče to formalizirati. Se pravi, da bi prav bil en določen postopek, kdo bi hotel formalizirati, lahko bolj znotraj svojih strokovnih skupnosti začne to delati, da država podpre te napore, se pravi, da oni potem financirajo izdelavo, ki danes smo videli, da te stvari morda niti niso toliko drage, kot se zdi na tej konceptualni, če se jih naredi prav. Se pravi, da je neka podpora, da se potem lahko to strukturira v neki logični informacijski obliki, in da obstaja ta pot, kjer lahko ti to začneš. Se pravi, to so dve zgodbi. Mreža IRSK, se pravi različne stroke in pa koordinacija vsebine čez državo in tudi nacionalni inštitut, ministrstvo, vsi ostali, zavarovalnica tudi zraven, imajo tudi svojega predstavnika, in potem se pravi predstavniki po strokah. Druga stvar je pa za sladkorno bolezen. Ta za sladkorno bolezen je dokaj neformalna, tako da če kogarkoli zanima, toplo vabljen k sodelovanju, če misli, da karkoli prispeva, zadeva je odprta. Tako da mislim, kdorkoli hoče kaj pomagati, kaj izvedeti, naj kar kontaktira me. Se to je del tudi nacionalne strategije obvladovanja sladkorne bolezni, tako da to je treba zdaj speljati do enega roka. Kakšna je pa časovnica? Časovnica je v bistvu predvsem je v tem trenutku morajo to odprti nimamo oblike, mi smo vedno delali to čez pilote. Mi smo vedno naredili enega pilota, pa pol je pilot 3 leta delal, pa potem 3 leta pol mu je zmanjkalo denarja, pol je začel pritisk, da je to naprej. Zdaj država zapisala, tako da Ni še, ne, zato ker v bistvu zdaj čakamo to zakonodajo. To je ključno. Že od St. Vincentske deklaracije naprej je bilo nekako smiselno, da se nacionalno uvajajo registri za vodenje. Mislim, da so dva, ki se strinjava, da bi to moralo biti. Kar izvolite. Če jaz lahko nekaj komentiram glede registrov. Mislim, da sem že v mojem predavanju omenil, ko imamo mi to na nek način urejeno, zdaj pač tako imamo, trenutno pač imamo v Sloveniji zakon o zbirkah podatkov na področju zdravstvenega varstva in jaz sem takrat v svojem predavanju omenil o pomenu medicinskih pripomočkov, kjer seveda jaz razumem, torej strinjam se verjetno s tem, tako sem razumel gospoda Štotla, da torej ključno vprašanje, ali smo povezani, torej čeprav mi imamo generalnega nosilca NIJZ, imamo potem tudi posamezne klinike, to je verjetno največji problem, zato da klinike ne dobivajo podatkov. In
Zdaj konkretno, se pravi, glede registra sladkornih bolnikov, ja, zdaj jaz bom tako povedal, kot razumem, je torej v dejansko zakonu podlagane, da bi za odrasle naj to bila interna klinika, za otroke pediatrična klinika. Tako da nekaj imamo, pravim, jaz sem pa že v svojem predavanju povedal, da glede celotne slike, ja, glede na pomen, ki ga dajemo, pa dajemo kdaj medicinskim pomočkom, ne pač recimo pogrešam in bi razumel to, kar izpostavljate, da seveda je pomembno pri vodenju sladkornega bolnika novejša tehnologija, vendar če danes gledamo tisto strukturo podatkov, jaz ne vidim nobenega podatka, da nas karkoli v registru zanima o medicinski pomočki, ne, pa verjetno to ni prav. Ne, sej drži, tisti register, oziroma tisti predlog je bil, ne vem, že kdaj pripravljen nazaj in bi ga bilo potrebno prenoviti, pa pač te volje, energije ni, bo enkrat kakorkoli že. Evo, toliko sem samo. Jaz se popolnoma strinjam s tem povedanim. Ne? Se pravi, da dejansko ta struktura od teh zakonov, struktura teh registrov, to mora biti reformirano. Ne? In zdaj to se ne more zgoditi čez noč. Če mi to pričakujemo, da bo to jutri, ne gre. Jaz vam pa lahko rečem, da se mi zdi, da se kar premika v tem trenutku, glede na to, koliko se ni. Ker ta toga struktura zapisa nekih podatkov, pa potem to nekdo mora pošiljati, pa ne pošiljati, pa potem se to financira, ali se pa ne financira, potem ni optimalno, potem se začne obteževanje in tako naprej. Nonsens. Treba narediti v osnova, če se kaj lahko naučimo škotske zgodbe, je to, da je osnova dober primarni zapis. Jaz mislim, to je naša prva strategija, se pravi dober enkraten primarni zapis. Če z tega začneš podpirati ljudi, da to podatke vnašajo ne za neko sekundarno zgodbo. In kar je zanimivo, zdaj smo ravno dobili protestno pismo, oziroma zdaj v sklopu tega elektronskega evropskega skupnega zdravstvenega prostora, podatkovnega, so združenja Evropska sestrska in zdravniška izrazila jasno opozorilo, da je konec tega in da je sekundarni zbiran podatek ne more biti na prvem mestu in da je na prvem mestu bolnik in da je tisti podatek, ki je zbran v bolniku, da se mora to optimizirati in da se šele pol, če je res dosti časa, nekdo nekaj dodatno nekam vpisuje, ampak moramo najprej ustaviti neko strukturo, ki bo to začela organizirati. In to je zdaj to, kar se dogaja. Ne? To zdaj v bistvu skušamo narediti in podpora je, ne vidim nekoga, ko je bil proti, zdaj pa pač ne gre pa z dneva na dan. Tako da seveda naprave nujno, komplet. Ne? In kar je zanimivo, če ga to zanima, iCode je zelo lep dokument, ki je nastal konec lanskega leta, ki praktično popolnoma so se tele veliki koncerni dogovorili, popolnoma definira prenos podatkov iz naprav direktno v elektronski karton. Ja. Direktno. Se pravi, to je zdaj v tem trenutku zdaj nastaja iCode 2, z velikim nastrpnostjo ga pričakujemo, se pravi, da se bo te stvari vključevalo v karton in kar je spet zanimivo, da Slovenci imamo zelo zanimivo infrastrukturo, ki to na nacionalni ravni spet omogoča, da se bo to zgodilo. Zdaj, če smo bili toliko počasni, pa smo tukaj zavirali to primarno rabo, oziroma ne zavirali, ne dovolj delali na njej, praktično nimamo strukture, bomo probali narediti to čim prej, da se nekaj naredi, da se bomo začeli ukvarjati s tem, kaj je podatek zbran na primarni ravni. In tudi Evropske zdravniške organizacije so jasno napeljale ta Electronic Health Data Space, mora biti v ospredju primarna klinična v bolniku in bolnik na prvo mesto. Hvala. To se pravi, lahko si tudi mogoče zakona o digitalizaciji obetamo kakšen dodaten push ali ne? Mogoče sem tudi jaz, prav, da tole delno komentiram. Zdaj tako, zakon je vedno nek politični konsens med različnimi deležniki. To je realnost neke politične. Zdaj mi, ki sem pa tudi predstavnik delovne skupine za digitalizacijo pri zdravniški zbornici, smo zelo jasno izpostavili naše stališča. In to so podatkovni model, neki jasen governance nad podatkovni model, tako da ne bo samo, mi smo zadolžili neko ustanovo, ki to mora delati, pa ne naredi. Ne, mora biti neki, da naš vzor je v tem kontekstu FinData. Tam imajo dejansko
dejansko večino organizacij, ki so pač povezane na nek skupen governance. Zdaj pač nekdo je upravitelj, nekdo fizično zdržuje baze, ampak te stvari morajo odprto komunicirane, morajo biti deležniki, morajo biti vključeni. Se pravi, ta governance, podatkovni modeli, izobraževanja, definicije aplikacij, tako da se na trgu lahko ljudje znajdejo, v tem trenutku nimajo nobenih priporočil, to je zelo, mi se danes pogovarjamo na forumu o medicinski tehniki, kakšna priporočila tehnična informacijska imate vi zdaj v tem trenutku na tem področju standarde? Kdo to sprejema spet? Ne? To se spet pridružujem vam v kontekstu, da je to zelo podhranjena tema. In to praktično, mi smo se pač kot zdravniki, recimo jaz to govorim kot zdravnik, zdaj drugi deležniki, ki so tudi sodelovali pri zakonu, jaz mislim, da zelo močni deležniki sodelujo pri zakonu, jaz lahko kot zdravnik rečem, da smo se mi postavili svoje prioritete in se mi zdi, da so vsaj delno oziroma dosti boljše kot prej naslovljene v tem zakonu. Ta zakon se v tem trenutku živo spreminja. Kaj bo na koncu nastalo, ne vem povedati, ampak se mi zdi, da te naše osnovne prioritete vsaj to. Zdaj, kaj se bo drugega naredilo? Se pravi, vsaj to v kontekstu, da bomo mi lahko začeli končno se ukvarjati, kaj se zapiše pri bolniku, ko pride v ambulant oziroma bolnico na strukturiranem nivoju. To je, kar mi kot zdravniki lahko. Vse ostalo pa je stvar političnega prostora in upamo na najboljše. Hvala. Žal je samo še 5 minut do konca naše razprave, vem, da bi lahko zdaj kar govorili, a imamo kakšno vprašanje še za konec mogoče, da izkoristimo. Ja, pravzaprav bilo vprašanje, ki je dobilo odgovor na koncu. Na koncu. V zdravstvu. Mogoče še kakšno drugo vprašanje iz občinstva? Če ima mogoče kdo v publiki, bomo z veseljem tudi prenesli mikrofon do vas. Mogoče bi pa jaz vprašal, če z dvigom rok, kdo verjame, da bo v naslednjih 5 letih register v Sloveniji? Ja, bodimo optimistični. Jaz sem glih zdaj računal, da čez dobrih 10 let grem v penzijo, pa me zanima, če bo takrat nam uspel speljati register. No, tako. To sem razmišljal. Ja. Eno vprašanje sem mislila, da se me sliši. Koliko zavod lahko upari po bolniku vse njegove zdravstvene podatke, ki jih prejme? Lahko vse podatke, ki jih dobi od izvajalcev za lekarne, za zdravila, medicinske pomočke, lahko seveda. Se mi dobivamo dejansko, obračuni so za posamezno zavarovano osebo, za tipe zavarovane osebe, tako da mi seveda imamo veliko podatkov. Si tudi recimo določene analize, ki smo jih mi delali, zdaj ko vem za medicinske pripomočke smo jih delali recimo na konkretnih primerih. Če se spomnite, svoj čas nazaj smo imeli eno objavo podatkov ali pa tako neka priporočila, takrat, ko so še bili samo diagnostični trakovi, je povprečno predpisovanje na posameznega zdravnika in tako naprej. Tako da je podatkov, mislim, je veliko, je pa res, zdaj za vso to množico podatkov ti potrebuješ pol seveda posebna orodja in čas, da to obdeluješ. Zdaj imamo posebno zavodov analitski sistem, kjer se ne obdelujejo osebni podatki. Gre bolj dejansko za obdelavo statističnih podatkov. Tako da to je nekaj seveda, kar nas verjetno čaka pol v nadaljevanju, kar bi lahko kaj več. Predvsem to, kar je bilo vprašanje tudi dr. Janeža, glede rezultatov zdravljenja. Seveda v nekem daljšem obdobju. Mi smo zdaj v neki začetni fazi, da smo sladkorno bolezen začeli obdelovati z različnih vidikov, torej kakšne stroške imamo. Ja, jaz si tudi tako predstavljam, da mi kot plačnik bi verjetno mogli imeti nek pregled seveda nad vsem neposrednimi stroški, torej kaj nas največ stane in potem seveda že tudi neka pričakovanja, kje lahko največ prihranimo in potem v tisto investiramo glede na razpoložljiva sredstva. Tako da to, ja, bi mogla biti neka prihodnost. Ampak jaz tudi mislim, da v tem delu, tako kot dr. Janeš, bom šel prej v penzion, preden se bo to zgodilo. Približno enako bo šla v penzion za 10 let. Po mojem jaz najdel delala klele. Lahko še en kratek komentar na to, ker to je izredno pomembno vprašanje. Izredno pomembno vprašanje se pravi, kako zdaj pač analitiko spraviti. Ker zdaj, dokaj smo mi imeli tako pač, da so imeli te organizacije vsake svoje baze, je seveda šlo, ni bilo enostavno. In zdaj, ko mi seveda
se ne zavedamo, kaj se bo zgodilo, ko bomo pa mi res te podatke dobili. Mi vsi si tako nekako želimo, super, kaj bi bilo, ko bi vse te podatke dobili. Ne? Zdaj, tako je to ta neka naša energija, ne? Vse super, ne? Zdaj nimam podatkov, ampak če bi jih pa dobili, ne? Potem bi pa, kaj bi vse takrat. Mislim, da se mi ne zavedamo, kaj, ko jih bom pa res dobili. Ne? Se pravi, izven vseh teh. In dejstvo je, da tu potem praktično pride, zdaj jaz pač pravim, imam srečo, da se pač gibljem v tej evropski krogi, se tudi delam, ko ustvarjamo te sopolitike in je tako, da ta prestop v skupnem elektronskem zdravstvenem podatkovnem prostoru je praktično ne naslavlja tega problema. To se zelo redko komentira. Se pravi, skupni elektronski zdravstveni prostor ne naslavlja direktno te cross-level analitike. Se pravi, analitike čez sisteme oziroma kaj naprej. In to je neka nova zgodba, ki se razvija, ki se nastaja, ki je zelo zanimiva, moram reči. In kar je zanimivo, da spet moram povdariti, da smo Slovenci spet tule še kar dobri. Se pravi, v Sloveniji se dogajajo zelo, zelo zanimive stvari. In jaz mislim, da bomo to, jaz pa tako zmerni, realni optimizem, tako da to spet kot eno povabilo, dajmo ta oreh se ga lotiti. Jaz bi samo z enim stavkom komentiral točno to, ja. Mi na ZZS imamo veliko podatkov, lahko povem z lastne izkušnje za področje medicinskih pomočkov. Ja, ampak ti potem nekoga potrebuješ, da obvlada to obdelavo podatkov in da razume vsebino, da zna podatke medsebojno povezovati, ne. Ta del je zelo pomemben. Ne. Mi imamo, ja, podatki nam veliko povejo, ampak ne zadosti, če v zadnjem nimaš nekoga, ki zna te podatke po vsebini medsebojno povezati. Ne. Zdravstvo je v tem posebno. Ja, so številke, ampak so določene vsebine, ki se jih ne da preoblikovati številke. Če bi se vse to dalo, bi lahko samo prikazovali za številke, ampak pač na področju zdravstva se to ne da. Še kdo mogoče iz publike, če ima kakšno vprašanje? Velja. Potem pa bomo zaključili. Maruša? Ja, hvala. Jaz imam občutek, da čakamo eno igračo, ko bo prišla čez 2-3 leta, pa se bomo pa igrali z njo. Ne, malo hecu, malo zares, kakorkoli. Jaz se vam izredno zahvaljujem za vaše komentarje, za strokovnost in za vse, kar delate. Vsak od vas ima nek doprinos v naš zdravstveni sistem, kakorkoli. Iskrena hvala. En aplavz. Ampak jaz vas bom povabila še k aplavzu naši Maruši Krkoč, ki je odlično povezovala to okroglo mizo. Tako je, prispeli smo do konca prvega dne, naj to priložnost izkoristim, seveda, da se zahvalim tudi našim sponzorjem in sicer bronastemu sponzorju, to je DSV Global Transport and Logistics, pa razstavljavcem, to sta Siemens, Healthineers in Abena. Pa seveda, spoštovani tudi vam, da ste se odzvali na naše vabilo in bili tako danes z nami. Želimo vam prijeten preostanek dneva, z nekaterimi verjamem, da se bomo videli jutri ob 9. Sicer pa še enkrat iz moje strani hvala lepa vsem vam, hvala vam in srečno in uspešno. Pa predvsem pa zdravo.